Pozdravljeni. Minule dni je zaznamoval slovenski kulturni praznik. Letošnjo osrednjo občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku je v sodelovanju z občino Ormož pripravila osnovna šola Miklavž pri Ormožu. Na proslavi so zaslužnim občanom za udejstvovanje na kulturnem področju podelili tudi priznanja Ksavra Meška. Rdeča nit proslave je bila letošnja 750-letnica prve omembe Ormoža in pojem kultura, ki v dolgih stoletjih ni izgubil svojega osnovnega pomena. Kultura je temeljna bit vsakega naroda. Beseda pa je njen zven. Nocoj bodo zvenele besede, govorjene in pete. Ob tej priložnosti ne moremo mimo dejstva, da je pred 750 leti bila zapisana beseda Holermos, Ormož. Na listini, datirani z datumom 16. juni 1273, je zapisano: Vitez Weingust de Pomgarten se odpove v korist nemškega reda pri veliki nedelji ene kmetije na Gornji Hajdini pri Ptuju, z vsemi priteklinami pod pogojem, da mu nemški red izroči v dosmrtni užitek dve kmetiji v istem kraju. Listino potrdi 10 prič. Prvi med njimi je Friderik iz Ptuja, za njim ptujski župnik Konrad, nato komendator brat Bartol in še 4 redovni bratje. Na zadnjem mestu je kot priča omenjen Dominus Frico de Holermos, vitez Friderik iz Ormoža. Besedi pa sedaj vabim župana občine Ormož, gospoda Danijela Vrnjaka. Z izbranimi besedami je zbrane v kulturni dvorani v Miklavžu pri Ormožu uvodoma nagovoril župan občine Ormož, Danijel Vrnjak. Kultura je imela v zgodovini odločilno vlogo pri oblikovanju slovenskega naroda in slovenske države. Kultura je namreč bila v zgodovini združevalna sila slovenskega naroda. To se je odrazilo v domoljubnih čustvih, ki so spodbudili dogodke, kateri so pripeljali do naše samostojnosti in naše lastne države. Kultura je pomembna tudi pri razvoju inovativne in na znanju temelječe kulture. Prispeva k učinkovitosti izobraževanja, gospodarske rasti, zaposlenosti in k razvoju demokracije. Je del našega naroda in bistvo naše civilizacije. Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da sta prav slovenski jezik in naša kultura temelja, na kateri je naš narod utemeljil svojo identiteto. Tudi v Ormožu se lahko pohvalimo, da imamo bogato kulturo, da imamo bogato kulturno dediščino, da imamo ljudi, ki ohranjajo našo kulturno identiteto, da imamo ljudi, ki razvijajo našo kulturo in imamo ljudi, ki prenašajo bogato kulturno izročilo na naš mlajši rod in s tem prispevajo k ohranitvi le-tega. Seveda ne smemo pozabiti na velika imena iz ormoškega območja, ki so prispevala k temu bogatemu mozaiku izoblikovanju naše kulture. Ponosni smo na njih, kot smo in bomo na vse tiste, ki delate oziroma boste delali na kulturnem področju.
Vrhunec proslave je bila podelitev priznanj oziroma značk Ksavra Meška občanom, ki so aktivni na področju ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. Župan Danijel Vrbnjak je letos podelil 4 bronaste značke, ki so jih prejeli. Robert Gerlica, član Kulturno-športnega društva Dobrava, za dolgoletno aktivno delo v društvu, kjer deluje kot pevec v moškem pevskem zboru. Zaslužen pa je tudi za ustanovitev kolesarske sekcije znotraj društva. Mateja Kovačič, ki je redna članica gledališke sekcije Kulturno-športnega društva Dobrava, svojim igralskim talentom pa navdušuje številne obiskovalce gledaliških iger, ki jih društvo postavlja na oder. Bronasto značko je prejel tudi Jožef Majcen, ki ga na podelitvi priznanj sicer ni bilo, a šteje za dolgoletnega člana Dobrovskega moškega zbora, ki ga odlikuje marljivost in aktivnost na vseh področjih delovanja Kulturno-športnega društva Dobrava. Značko Ksavra Meška pa se je z dolgoletnim aktivnim delom v Kulturno-športnem društvu Dobrava prislužil tudi Dalibor Šoštarič, ki društvu že več kot 25 let nudi vso tehnično pomoč. Naj gre za ozvočenje ali osvetljevanje različnih predstav oziroma dogodkov. Dalibor Šoštarič je bil tudi slavnostni govornik na prireditvi. V svojem govoru je izpostavil pomen ljubiteljske kulture. Med drugim je povedal: Ljubiteljska kultura spremlja nas vse. Pojavlja se na vsakem koraku, daje zadovoljstvo ljudem, ki se z njo ukvarjajo, in vsem, ki jo spremljajo. Ohranja ljudske običaje, plese, pesem in slovensko besedo. Je ponavadi tista kultura, ob kateri nihče ne zasluži, hkrati pa je nekaj, kar bogati veliko Slovencev. Ljubiteljska kultura ni posel, je način življenja, ki prehaja iz generacije v generacijo, iz družine v družino. Povezuje in krepi vez med podobno mislečimi. S to vrsto kulture se ljudje ukvarjajo v svojem prostem času in pogosto v improviziranih pogojih dela. A to ne pomeni, da zapostavljajo kriterije kvalitete in izvirnosti. Veseli in ponosni smo, da tudi v občini Ormož delujemo številni člani v raznih društvih. Veliko energije, dobre volje in prostega časa vložimo v delovanje društva, tehnično podporo dogodkom in izvajalcem, ki s svojimi strokovnimi mentorji pripravljamo programe, se veselimo nastopov, srečanj, koncertov in vsi se trudimo, da nastanejo rezultati, ki si jih želimo. Kulturni program v nadaljevanju so pripravili šolarji osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Z razmišljanji o kulturi, ki osvobaja in razveseljuje, so se predstavili šolski recitatorji, plesalci in pevci. Nekatera ostala dogajanja v okviru slovenskega kulturnega praznika bomo predstavili v naslednji oddaji. Sedaj pa se odpravljamo med gasilce. Vitrina meseca februarja v Grajski pristavi namreč od petka prinaša razstavo izbranega gradiva in predmetov iz gasilske olimpijade Celje 2022, kjer je, kot znano, ekipa članov PGD Podgorci dosegla 3. mesto. Ob otvoritvi razstave je bila tudi krajša slovesnost, ki je potekala v Beli dvorani. Vrste gasilcev naj stopi vsak, pridružijo vsi naj se četi, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu nesreči. Zbrani smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži.
Spoštovani gostje, spoštovani župan občine Ormož, magister Danijel Vrhnjak, predstavnik Gasilske zveze Slovenije Dušan Vižintin, predsednik Komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dediščine Slovenije Janez Lipovnik, predsednik Gasilske zveze Ormož magister Dejan Jurkovič, tekmovalna desetina prostovoljnega gasilskega društva Podgorci s predsednikom Sandijem Mundom in kondicijskim trenerjem Bojanom Cunkom, predsednica krajevne skupnosti Podgorci Natalija Volmut, vodja Gasilskega muzeja Miklavž pri Ormožu Mirko Fekonja ter spoštovani drugi prisotni gasilci in gasilke. Lepo pozdravljeni na današnjem dogodku, ki smo ga poimenovali Muzejska vitrina meseca februarja, Gasilska olimpijada Celje 2022, največji dosežek tekmovalne desetine prostovoljnega gasilskega društva Podgorci. Z dogodkom želimo predstaviti izbor osvojenih odličij in spominskih predmetov Gasilske olimpijade Celje 2022, na kateri je tekmovalna desetina prostovoljnega gasilskega društva Podgorci osvojila izjemno bronasto medaljo, kar predstavlja največji dosežek Gasilske zveze Ormož na olimpijadah. Vitrina je nastala na pobudo Mirka Fekonja iz Gasilskega muzeja Miklavž pri Ormožu in v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ormož in Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož. Tako je uvodoma zbrane pozdravila soavtorica razstave Manica Hartman iz muzeja Ptuj Ormož enote Ormož. Potem, ko so tako slovensko kot gasilsko himno uvodoma odpele članice ženskega gasilskega pevskega zbora Gasilske zveze Ormož pod vodstvom Lucije Pocrnja. Otvoritev razstave v muzejski vitrini meseca je bila pripravljena v čast gasilcem olimpionikom. Kot je znano, je v Celju od 17. do 24. julija lansko leto potekala 17. gasilska olimpijada. Gre za največje gasilsko tekmovanje, ki se ga je letos v Sloveniji udeležilo 198 ekip. Te pa je sestavljalo kar 2634 udeležencev iz 20 držav. Že sama uvrstitev na olimpijado je za Podgorčane predstavljala velik uspeh, kaj šele odlično 3. mesto. Zbranim gasilcem sta uvodoma spregovorila predsednik Gasilske zveze Ormož in župan občine Ormož. Veliko čast mi je, da lahko danes prisostvujem pri odprtju razstave, ki nas spominja na nedavne dogodke v Celju, kjer je naša tekmovalna enota PGD Podgorc dosegla največji tekmovalni rezultat v zgodovini Gasilske zveze Ormož, prav tako pa v zgodovini samega društva. Zdaj, da ne bomo mislili, da se samo v zadnjem času ukvarjamo z tekmovalno dejavnostjo, naj povem, da enega večjih, odmevnejših rezultatov so dosegli gasilci prostovoljnega gasilskega društva iz Ormoža davnega leta 1939, ko je bilo tekmovanje v sklopu Jugoslovanskega kongresa v Ljubljani in so na tistem tekmovanju osvojili zlato mesto. Se pravi, to je bilo tekmovanje vseh ekip iz bivše Jugoslavije. Seveda, neprimerljiva vaja, tudi časi so bili drugi in prepričan sem, da takrat te vaje niso tako hitro potekale kot danes, kajti danes je to že praktično vrhunski šport. Prostovoljno društvo Podgorci so začeli svojo tekmovalno aktivnost približno pred 10 leti. Vidnejše rezultate so začeli dosegati pred približno 5 leti. Seveda vrhunec te njihove kariere pa je osvojeno 3. mesto na gasilski olimpijadi v Celju. Prej je bilo slišati, koliko tekmovalnih enot se udeležilo te olimpijade. Naj pa povem, da v kategoriji člani A, ki velja za paradno najhitrejšo ekipo, kjer so najboljši tekmovalci,
med člani A je tekmovalo 63 tekmovalnih enot iz 20 držav. In med temi 63 tekmovalnimi enotami iz 20 držav je tekmovalna enota PGD Podgorci osvojila odlično 3. mesto. Leto 2022 je sigurno bilo posebno leto za Slovenijo na področju gasilstva z samo olimpijado v Celju. Seveda pa je bil en poseben trenutek, poseben doživljaj tudi za našo občino, za naše občanke, občane. Konec koncev dobili smo 3. mesto na olimpijade. PGD Podgorce, tako kot sem že na občnem zboru povedal, je svoje ime vasi, svoje ime občine popeljalo v Ormož tudi konec koncev v svet. Leto 2023 je pa posebno leto tudi za našo občino Ormož. Praznujemo 750 let omembe našega mesta Ormož in prav je, da tudi takšne trenutke, kot je tudi ta dogodek prejšnjega leta, izpostavljamo. Jaz bi se res danes rad zahvalil Mirku Fekonju, Pokrajinskemu muzeju Gasilski zvezi Ormož, okrog tega predloga, okrog te ideje, da tudi predstavimo posebne in pa res odlične dosežke naših gasilk in gasilcev. Konec koncev 3. mesto največji dosežek. Seveda, tako kot je prej predsednik Gasilske zveze povedal, mi še sanjamo naprej, želimo si še tudi naprej takšnih uspehov, vendar realnost in pa tisto, kar je bilo prej povedano, se pravi, ko se ukvarja z tekmovalnostjo, ko se ukvarja z športom, gasilstvom, je potrebno veliko znanja, izkušenj, predvsem pa, kar jaz vidim pri vaši ekipe, ob vsem tistem 10-letnem udejstvovanju, je potrebno veliko potrpežljivosti, veliko angažiranja, veliko odrekanja, predvsem pa, kar je tisto, kar vas najbolj drži in kar je zaznati na vsakem trenutku, pa je tisto, da ste res povezani, prijateljski duh, doživljate društvo PGD Podgorce v največji srčnosti, če lahko tako povem, in to je bilo tudi zaznati na zadnjem občnem zboru, ki ste ga imeli. Za tekmovalno ekipo prostovoljnega gasilskega društva Podgorci je kup treningov in nešteto ur truda in vaj. Kot pravijo, gre za večletno nad vse vztrajno in zavzeto delo. Prav ekipa v skorajda popolnoma enaki zasedbi je v zadnjih letih dosegala izjemne rezultate, saj so med drugim kar 2-krat postali pokalni prvaki na tekmovanju Gasilske zveze Slovenije. Enkrat so bili drugi. Na izbirno tekmovanje za olimpijado bi se tako uvrstili že glede na dosežke v zadnjem 4-letnem obdobju pokalnih tekmovanj. A so lanskega junija v Celju na državnem tekmovanju postali še državni podprvaki. Zadnja prepreka je bilo izbirno tekmovanje v Slovenski Bistrici, kjer so pometli s konkurenco in se s prvim mestom uvrstili na gasilsko olimpijado. Tako je olimpijska medalja krona vsega, za kar so si skozi leta prizadevali. Je pa mesec februar tudi pustno obarvan. Pustni čas se tradicionalno začenja s polnočnim kurentovim skokom na svečnico 2. februarja. Ormoško društvo Kurence je letos organiziralo malo drugače. Na pohod so se odpravili naslednji dan, v petek popoldne, še predtem pa so se pred Ormoškim gradom srečali z vsemi ostalimi kurenti v občini in odplesali svoj prvi pohodniški ples. Ampak to še ni vse. Še pred odhodom na svoj letošnji pohod smo jih smeli obiskati v njihovih novih društvenih prostorih. Nedolgo nazaj je društvo Kurent Ormož dobilo v uporabo svoje nove društvene prostore, in sicer na Ptujski cesti oziroma na lokaciji ob vhodu v mestno grabo. Tako so se na letošnji pohod že odpravili iz novih prostorov, ker se bodo v pustnem času tudi začele in končale vse njihove poti. Novi prostori pa niso edina novost društva Kurent. Društvo ima tudi novega predsednika. Juro Zemljiča je na mestu predsednika zamenjal Ivan Zemljič. Gospod predsednik, kje je oprema? Ja, še na Rišti gor
za par minut bomo začeli v roke imati, pa začeli se oblačiti. No, kakšen je to občutek, ko pride ta čas vas kurentov? Ja, posebej dogodek, ki se ga vsake srce malo žene, ne, ker je mu prerojeno, je kar pravi kurent, ne. Kdaj ste postali predsednik? Lansko leto, sred leta smo te imeli nove volitve, te so obrnili vse na mojo stran, naj jaz to prevzamem in tako se je te zgodilo, s tem, ker sem ti tistakrat rekel, ker če imete za sabo upravni odbor, ki je tudi odločil v sklopu vseh, ne samo predsednik. No, društvo Kurent, etnografsko društvo, ne, ima že kar lepo tradicijo v Ormožu, kar dolgo časa že deluje, ne? Ja, lansko leto smo tudi imeli 25 let, 97. se je odprlo, pač začetek bil, lansko je bilo 22, je 25 let in smo šli tudi malo z novim statutom naprej, ker smo spremenili naslov, ker zdaj ni Kurent društvo Ormož, ampak je društvo Kurent Ormož. Tudi imamo svojo pošto, svoj nabiralnik, tako da delamo. Ja, tako kot je treba. Koliko pa vas je članov trenutno? Ja, redni nas je 32, je kar nekaj dosti dijakov pa dijaken, pa kar otrok, ne. No, zanimivo je to, da tudi mladi se zelo navdušujejo, ne, za kurentovanje in vse, kar spada zraven. Ja, seveda, mi delamo na mladi rod, malo prenašamo, tudi smo taki dogodek, ki bude danes, se odločili, ker bi bil to popoldne, zavoljo tega, ker lahko tudi 3-letnega otroka oblečemo, ne. Recimo, če bi to bilo v polnoči, tako, ki imajo pod rokot, je malo problem, ne, pa službe, pa... No, važno je, da se skoči, ne? Ja. Nekaj je bilo polemiko okrog tega, je to kurentov skok ali je to kurentov začetek pohoda? Ja, zdaj smo naredili vse društvo, smo tudi v občini Ormož povabili, ki nas je 5 z nami vred, tudi bodo tu prisotni, eni so se sicer opravičili, ker že imajo neki drugi dogodek in smo te malo spremenili naslov druženje kurentov občine Ormož. No, tudi prav. Kot vidimo, nove prostore ste si uredili, ne, to pa tudi najbrž ni slučajno. Ja, to smo te naredili povod, pa prišli v kontakt z rokometnim klubom, ki so toti placi bili pač zaprte in smo te prišli do zaključka, če nam to lahko dajo v najem za malo daljše obdobje in smo naredili te korak žime. No in čemu bodo služili ti prostori pravzaprav? Kot vidimo, tudi garderoba bo tukaj, ne? Ja, zdaj garderoba bo v totem obdobju od svečnice do pepelnice, recimo, ne, te se vsaki to posprave, pa malo planiramo, ker bi se recimo enkrat mesečno tudi nek še kolektiv prišel skup, kdo lahko, ali kartanje, ali pač neke dejavnosti, ker bi bilo neko druženje. No, v glavnem, prostor svoj imate, kamor se boste lahko zatekali, ne, tudi drugače skozi leto. Točno tako, ja. To smo si želeli že dolga leta, ampak ni bilo možnosti, te smo tudi malo stopili do župana, je tudi bil prven korak za to in te smo prišli do zaključka, kaj imamo od rokometnega kluba. No, danes se torej vse skupaj začenja, do pepelnice torej bo trajalo. Kam se vse odpravljate, imate že kakšne načrte? Ja, seveda imamo, načrte imamo vsakodnevne. Se pravi, danes je ta dogodek, jutri že gremo na vir pred Domžala, ki je postavitev strička, pol imamo po Ormože, popoldne čez teden bomo hodili, pol 11. imamo tu na Hrvatijo v Petrijanec, ki vsa leta tudi sodelujemo žimi, mislim, ker tudi danes oni pride nas obiskat malo, pol imamo Šentjur, pol imamo te same 18. 19. tam v samem Viru, pa v nekaj tisti Čežminov park z rajanje z otroke, pol je 19. tista glavna pustna nedelja na Viru, ki smo kompletni vsi tam. No, te pa se malo pripravljamo tudi ponedeljek, ki bodo tu
Ormož šole, pa to na vrste, v torek pa pol tudi bomo občino obiskali, dom za ostarele, pa pol na sam zaključek karnevala. V glavnem dela in pohajkovanja oziroma časa za odganjanje zime bo dovolj, ne? Ja, bomo se kar potrudili, delamo na tem, ker bomo zimo odgnali. Želimo vam torej uspešen pohod in odganjanje zime uspešno, ne? Ja, hvala tudi vam, ker ste prišli nas malo dol potegnili. Tajnica društva ostaja Bojana Vočanec, dolgoletna kurentka, ki ji ni težko nositi masivnih zvoncev okrog pasu, niti ogromne maske in debelega kožuha, še najmanj pa opravljati tajniška dela za društvo. Je to težko delo recimo za toliko članov? Pa ne, ni. Organiziramo take stvari, ki so že vhodane, ki so vpeljane. Članarina pa donatorske pogodbe, to pa ni neki taki zalogaj težki, no. No in kar me najbolj zanima, seveda je to, da vi ste ena izmed prvih kurentk. Ste vi kurentke? Pa ja, smo kurentke. Nisem prva je bila ena gospodična Sandra, jaz sem bila druga, pa potem dolgo sama. Zdaj pa nas je kar 1/3 žensk smo že v društvu, mislim, da nas je okrog 10. No in koliko let ste torej vi konkretno sedaj že kurentka? Jaz skoro bo 20, ja. No to pomeni, da ste se že dobro upeljali. Kaj pa recimo človeka, žensko, ne, recimo vedno smo razmišljali, da je to neki moško poslanstvo, ne, ampak kaj žensko pritegne? Ja, mene kdo me pozna, ve, da jaz sem tam, ki se nekaj dogaja, tam sem pač zraven, ne, jaz sem taki karakter, pa te dekline, ki so zraven, so tudi po večini takšne, ne, da. Gre torej za veseljake? Ja, veseljaki. Tako po duši, kot tudi verjetno po fizični zmogljivosti? Ja, fizično je kar pomembno, ampak saj teža kožuhov, zvoncov, to se lahko kar regulira, tako da nimamo isto težo, kak imajo dečke, ne. No in recimo, o čem razmišljate, ko ste v maski, ko vas nihče ne pozna in vaša naloga je, da kar se da najbolj cinglate, torej z zvonci in preganjate zimo. Kakšen je to občutek in o čem takrat razmišljate? Pa to je glih to, da ne misliš na nič. Samo pač greš, možgani grejo po svoje, res pozabiš na vse. Torej veselje, neko zdravljenje, morda stresa tudi, ne? Pa ja, pozabiš na probleme, pozabiš v glavnem na vse, ne misliš na nič. Pač v glavnem očitno je fajn, ne? Ja, zelo fajn, zelo. Vzdušje v novih društvenih prostorih tik pred prvim letošnjim kurentovim skokom je bilo veselo. Med člani je že vladalo rahlo vznemirjenje, namreč do štarta jih je v trenutku našega obiska ločila le še slaba ura. Kot veleva tradicija, se kurentov skok zgodi v noči na 2. februar in traja vse do pepelnice oziroma do dne popustu. Gre za mističen dogodek, ponekod namreč kurenti, preden se podajo na pot, tudi zaplešejo ob ognju. Tudi člani ormoškega etnološkega društva Kurent so včasih že zaplesali ob ognju, ampak letos so iz določenih razlogov, kot jih je že navedel predsednik, svoj pohod začeli drugače.
Letošnji pustni torek bo 21., pustna sobota 18. in pustna nedelja 27. februarja. Datum pusta se vedno določi glede na to, kdaj je velika noč. Pust namreč nastopi 47 dni pred tem največjim krščanskim praznikom. Velika noč bo letos 9. aprila. Za konec se odpravljamo še v občino Sveti Tomaž, kjer so pred kratkim ustanovili klub bolnikov po možganski kapi, v katerega pa se bodo lahko vključevali tudi ostali invalidi v občini in simpatizerji. Ob ustanovitvi je klub štel 20 članov. V bistvu so ustanovili klub bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo oziroma klub bolnikov po možganski kapi, v katerega pa se bodo lahko vključevali tudi ostali invalidi v občini in simpatizerji. Ja, rekel bi tako, prve vrste ne bolj zaradi tega, ker je do Ptuja precej daleč in je prevoz problem. Tu pri Tomaži pa je za prevoz lažje, pa tudi bolj se z domačini družimo, ker so zelo navdušene domačine za to. Koliko vas bo članov sedaj, koliko vas je zaenkrat? Zdaj trenutno nas bo 20, imamo pa še nekaj že, ki so pripravljene pristopnice izpolniti. Kaj imate v načrtu tako družno početi, recimo? Kaj boste delali, s čim se boste ukvarjali? Mi smo se predvsem ukvarjali z raznim druženjem, pa s kakimi izleti, pa tudi predavanja bomo imeli razne, pa terapevtke, da nas bodo malo naučile presedati, pa kaj take razne gibe, da nas bo lažje stalo. V Svetem Tomažu so ustanovili 26. klub bolnikov po možganski kapi v Sloveniji. Klubi na območju Slovenije delujejo znotraj združenja, ki je bilo ustanovljeno leta 1990. 6 let pozneje, leta 1996, pa se je registriralo v samostojno, prostovoljno in humanitarno združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, sedežem v prostorih Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije v Ljubljani, ki deluje kot popoln suport klubom po Sloveniji. Kakorkoli se že dogaja, vidimo, da se vsi bolniki, invalidi na nek način trudijo, da pride do nekega čim boljšega načina dela, življenja. Pomembni so tukaj precejšnjega vloga tudi svojci in drugi, ki so pomemben faktor pri tem delu z bolniki in invalidi. Hkrati pa bi povedal, pa sem vesel tudi v tem, koliko imam pač poznanja, da se je tudi država kot taka potrudila in skuša v svoji finančnih zmožnosti ugotoviti določene sredstva za ostale invalide in bolnike. No, zdi se, da kar država torej poskrbi tudi finančno za invalide. Ste zadovoljni, kar se tega tiče? A veste, človek v bistvu pri svojem delu nikoli ni zadovoljen. Vedno bi radili več, boljše, intenzivneje. Tudi, bom rekel, vedno hočeš več in hočeš več. Je pa tako, moramo biti nekako zmirni in nekako najti načine do tiste mere, kamor pač gre. Vsak po svoje verjetno iščemo in najdemo neke cilje, ki jih imamo, včasih mogoče nam bolj uspe ali malo manj, vendar dolgoročno naprej pa vedno gre na bolje. Tudi vodstvo občine Sveti Tomaž ustanovitev takšnega kluba
podpira. Ja, gledajte, to so vendarle ranljive skupine, na katere tudi lokalna skupnost kot takšna mora pogledati. Ko sem dobil informacijo, da se bo to ustanovilo tukaj pri Svetem Tomažu, sem vedno vesel. Namreč poskrbeti za ljudi, ki so bili tako ali drugače zaznamovani v svojem življenju, ki so, bi rekli, ovirani, kar se tiče mobilnosti, in se na tak način povezujejo, združujejo in skrbijo za to, da so še vedno vpeti v neko družbeno življenje, se mi zdi izredno pomembno. Zato mogoče na tem mestu res iskrena hvala, zahvala tistim, ki to organizirajo, ki so se bili pripravljeni izpostaviti in bodo danes pravzaprav gonilna sila tega, kar bomo ustanovili tukaj pri Svetem Tomažu. Res iskrena hvala. Kako jih občina misli podpirati, verjetno tudi finančno? Glejte, tako kot vse humanitarne organizacije bomo tudi to vsekakor podprli finančno, kolikor pa pač seveda v skladu z možnostmi. Tudi pa ne smemo pozabiti na prostorske možnosti, ki jih občina daje. Tukaj imamo kulturni dom, imamo športni park, imamo še kaj, kjer se bodo lahko udejstvovali različnih dogodkov. In kar je pa najbolj pomembno, pa se mi zdi, v kraju bodo sprejeti. Med nami bodo del naše zgodbe, mogoče danes precej zamolčani, v bodoče pa bolj odkriti, predvsem pa med ljudmi sprejeti. To se mi zdi bolj pomembno kot tistih nekaj evrov, ki jih bomo namenili. Tako da lokalna skupnost se veseli se njihovega povezovanja, predvsem pa se veselimo današnjega dne. Upam, da bo radil sadove in da bodo res naši invalidi, ki so dali skozi marsikatero žalostno zgodbo, našli kanček veselja in upanja za svoje življenje. Na minulem ustanovnem občnem zboru kluba so izvolili tudi predsednika. To funkcijo bo opravljal Ivan Goričan, ki je tudi pobudnik za ustanovitev kluba v Svetem Tomažu. Za podpredsednico so izvolili Darjo Bratuša, za tajnico kluba pa Katjo Roze. Samo za slovo nam je še ostalo časa. Ne prezrite prihodnje oddaje, ko bomo predstavili še nekaj ostalih dogodkov, ki so potekali v okviru slovenskega kulturnega praznika, gotovo pa tudi kaj pustnega. Tako da se nam le pridružite spet čez teden dni. Pa srečno!